Glavna pokrovitelja oddaje sta Lumar in Grave zavarovalnica. Današnjo oddajo za zdravje začenjamo z maščobami. Maščobe in holesterol sta temi, kjer se nenehno srečujemo z zmedo in polresnicami. Rezultate 7-letnega raziskovanja v projektu Skupaj za zdravje sta tudi ti dve knjigi: Resnice in zmote o maščobah in Resnice in zmote o holesterolu. In kako vse to strniti v nekaj minut? Za pomoč smo poprosili eno izmed avtoric, Sanjo Lončar, ki pravi, da je najbolje, če si za začetek zastavimo nekaj vprašanj in kriterijev, po katerih lahko izbiramo, katere maščobe potrebujemo. Prvi praktični kriterij izbire je, a želimo v telesu zavirati ali pospeševati vnetne procese. Pri večini ljudi je ravno problem, da se prehitro vnamejo. Smo kot smodnik, ki zelo hitro reagira z ognjem, zato imamo veliko avtoimunskih reakcij, kroničnih vnetij, težav s kožo, težav s sklepi in raznih drugih težav, ki jih ljudje ne povezujejo z maščobami. Ampak stvar je zelo povezana. Danes je v naši prehrani premalo omega-3 maščob, dejansko esencialnih maščobnih kislin, predvsem alfa-linolenske, pa tudi gamma-linolenske, ki delujejo v tej smeri. Zakaj jih ni? Zato, ker so to zelo občutljive maščobe, ki ne prenesejo grobe industrijske obdelave, zato jih ne najdemo v industrijsko procesiranih izdelkih. Najdemo jih pa v lanenih semenih in lanenem olju, v orehovih semenih in olju, v konopljinih semenih pa olju, v čija semenih tudi v olju črne kumine, v boraginem, svetlinovem olju. Zelo zanimivo recimo, ker vsebuje oba olja, je tudi olje, ki ga stiskajo iz semen šipka, ali recimo boragino in svetlinovo. Na tem kupčku je pa tudi olje pšeničnih kalčkov, ki kljub temu, da ni omega-3 olje, zaradi ogromne vsebnosti vitamina E deluje kot antioksidant pa zavira procese. Torej, teh nam danes v hrani kronično primanjkuje. Katerih je pa preveč? Ravno teh procesiranih, ki bazirajo na recimo sončničnem, repičnem, sojinem in podobnih oljih. To so predvsem omega-6 olja, ob tem jih industrija sprocesira, rafinira, hidrogenizira in te najdemo domala v vsakem industrijsko procesiranem izdelku. Če bi ravnovesje teh bilo recimo 3:1, bi naše zdravje še bilo v ravnovesju. Ampak ugotovili so, da je teh danes v telesih Evropejcev 20:1. Pri Američanih je še hujše, je 40:1. Koliko je pa v naših telesih, bo odvisno od tega, kako bomo zastavili svojo prehrano. Naslednji praktičen kriterij izbire, a želimo pospeševati metabolizem ali ga upočasnjevati, oziroma če prevedem, a bi se raje redili ali hujšali. Večina ljudi danes ima težave, da je naš metabolizem upočasnjen, da je ščitnica upočasnjena in da se nam kilogrami kar limajo, pa ne vemo, zaradi česa do tega pride. Dolga leta so nam razlagali, da so vse maščobe slabe, da maščobe imajo zelo veliko kalorij, in to je res, maščobe imajo veliko kalorij, ampak kaj se bo s temi kalorijami v telesu dogajalo, pa je zelo odvisno od tega, katere maščobe zberemo. In ravno tiste, za katere so nam razlagali, da so najbolj nevarne, če želimo ohraniti recimo normalen metabolizem pa linijo, so se danes izkazale kot najbolj uporabne. Ljudje, ki so poskušali z dietami brez maščob, so ugotovili, da so končali z več kilogrami, kot so začeli. V čem je pa tle zmota? Dejansko niso vse maščobe enake. Če recimo uživamo tako imenovane kratkoverižne, srednjeverižne, to so recimo surove mlečne maščobe, kokosova maščoba, ki so sestavljene predvsem iz takih srednjeverižnih maščobnih kislin, te v telesu tako zaženejo naš metabolizem, da porabijo več kalorij, kot so jih same prinesle, in omogočijo, da mi izgorimo hrano, ki bi drugače ostala mogoče nepredelana. Zaradi tega s temi maščobami lažje hujšamo, kot če v naši dieti teh maščob ne bi bilo. Druga zmota, ki se vleče že 40 let, je, da je treba zmanjšati vnos maščob, da to bo bolj zdravo za ožilje. Posledica tega je seveda, da ljudje dobivajo potem več kalorij iz škrobov pa iz sladkorjev. Ti pa prispevajo ne le k temu, da se bomo še bolj hitro zredili, ampak da bo tudi naše ožilje posledično v slabšem stanju. Tretja dilema, ki se nanaša na maščobe, je, katere izbrati, če želimo ohranjati zdravje živčevja in našega ožilja.
Tle pa je dejansko področje, ker smo 40 let poslušali mite o holesterolu in o tem, kako maščobe, posebej nasičene maščobe, dvigujejo trigliceride, ustvarjajo holesterol in rušijo zdravje ožilja. Zdaj, po 40 letih se ugotavlja, da je ta mit dejansko bil brez osnove. Še Američani ugotavljajo, da so se zmotili, da holesterol ni tako nevaren. 40 let napačnih prehranjevalnih navad pa je rezultiral s tem, da danes imamo še več težav z ožiljem, kot smo jih imeli včasih. Kako se zdaj tega lotiti? Dejansko danes vemo, da te najbolj osovražene maščobe, kot so nasičene maščobe, če niso predelane, če niso degenerirane, dejansko ne ustvarjajo težave v ožilju. Te so varne, stabilne, ne oksidirajo in njihov transport skozi ožilje poteka brez težav. Paradoksalno, ravno nasprotno z vsem, kar so nas učili, se je izkazalo, da še največ težav v transportu skozi ožilje lahko imajo te žive, odprte, energijsko še aktivne maščobe, ki so večkrat nenasičene. V praksi to pomeni, da se hitro lahko poženijo ali odreagirajo s kisikom in tle nastopi težava. Če je naše telo polno prostih radikalov, če uživamo kakšno industrijsko procesirano hrano, če nimamo dovolj naravnih antioksidantov v telesu, ena žlica uživanja še tako kakovostnega olja omega 3 ne bo opravila svojo nalogo. Ravno obratno, lahko se zgodi, da ravno te maščobe utrpijo največ oksidacije v ožilju, da se temu rečemo zaletijo, ustvarijo dejansko prometno nesrečo, ustavijo promet po avtocesti našega ožilja in s tem ustvarijo težave tudi na ožilju. Kaj potem naj človek naredi, če vemo, da so te koristne? Ja, zato, ker so občutljiv transport, jih je treba poslati na pot skupaj z varnostniki. Torej, te so prve izpostavljene napadu sladkorja v krvi, temu rečemo glikira jih sladkor, ali so izpostavljene napadu prostih radikalov. Kaj lahko naredimo? Ja, zraven jim je treba dati antioksidante, da skrbijo, da se jim nič hudega ne zgodi. Tle recimo prav pride olje pšeničnih kalčkov, ki vsebuje ogromno vitamina E, ki je odličen antioksidant. Torej, lahko uživamo to hkrati, ali vsa ta občutljiva olja, ker so esencialne maščobne kisline, dodamo noter malo olja pšeničnih kalčkov, s tem bomo tudi podaljšali njihovo življenjsko dobo, ker nam ne bojo hitro oksidirala. Drugi način je, da dodamo kakšen izmed zelo močnih antioksidantov. Vsak, ki je bral naše ščepce rešitev in ščepce vedenja, je že ugotovil, da so na tem planetu najmočnejši antioksidanti začimbe. Torej, lahko začimbnice namočimo v oljih ali takrat, ko uživamo maščobe, pazimo, da zraven zaužijemo tudi dovolj takih antioksidativno močnih začimb in ne bo prišlo do težav v transportu občutljivih olj. Še en eleganten način je, da rešimo to težavo, in sicer ta, da arome, oziroma to so posebna eterična olja, ki so registrirana za uporabo v prehrani. Dejansko je to eterično olje, ampak niso vsa eterična olja uporabna za ta namen, le tista, ki so res certificirana, ekološko pridelana, bog ne daj, da bi uporabljali nekaj, kar je prešpricano in zakaj niti ne vemo, ali je res avtentično. Torej, kakšno kapljico takega arome, recimo baziliko, rožmarin, timijan, janež, lahko dodamo oljem in dosežemo, da so antioksidativno zaščitena. Ob tem smo jih tudi zelo lepo aromatizirali. Torej imamo dva v enem. Eterična olja so velika moč v majhnem številu kapljic. Če pogledamo recimo samo v eni kapljici eteričnega olja cimeta, je toliko moči kot v 3 žlicah začimbe. Ali denimo 2 žlici origana so enake po svoji moči eni kapljici origanovega eteričnega olja. Ali recimo, če uporabimo baziliko, to je skoraj 50 do 100 gramov bazilike, koliko je v eni kapljici eteričnega olja. Če želimo s tem aromatizirati olje, je to zelo preprosto, rabimo recimo 3 do 4 deci primernega olja in v to bomo dali recimo 4 do 5 kapljic. Poglejte, koliko je to veliko, to je kot da ste dali 10 žlic začimbe. Nekateri recimo posebej črno kumino radi aromatizirajo, zato ker po svojem okusu jim je že premočna in recimo dodajo kakšno kapljico mete ali limonce, da če že uživajo ta olja, jim postanejo lažje prebavljiva.
40 let so nas prepričevali, da so margarine dobre, maslo, masti in ostalo slabe. Zdaj po 40 letih, ko vemo, kaj vse je narobe s klasičnimi margarinami, smo zapadli v drugo skrajnost, zdaj pa dejansko menimo, da so vse maščobe slabe. Vmes, posebej na področju zdravih margarin, je industrija zdravih živil razvila zelo dobre recepture, kjer imamo možnost, da olja, ki smo jih že našteli kot dobro, uživamo tudi v taki obliki, da se jih da na kruh mazati. In to so olja, ki imajo zelo visok delež kokosove, palmove maščobe, ki imajo naravni lecitin, naravne vitamine E in podobno. In za razliko od hidrogeniziranih in esterificiranih, torej telesu nevarnih umetnih maščob, so naravne maščobe nekaj popolnoma drugega. Ampak bodite pozorni, da na njih dejansko preberete, da so certificirane, ker le certificirane maščobe so varne pred tehnologijami, za katere danes vemo, da škodujejo.